Lep pozdrav vsem skupaj. Tako kot smo že v vabilu napisali, je danes dan D za KarT. Vse skupaj se je začelo 6. februarja 2021 z odmevnim člankom našega člana z diseminiranim plazmocitomom, skladatelja in pa glasbenika Draga Ivanuše, ki je zelo osebno opozoril na nedopustnost popolnega zastoja projekta KarT na kliničnem oddelku za hematologijo v kliničnem centru, kjer so se dobri 2 leti trudili vzpostaviti KarT celično terapijo za bolnike s krvnimi raki. Stroka na čelu s profesor Zverom je ves čas ta projekt razvijala in pri pristojnih moledovala, naj vendar zagotovijo pogoje, da bi projekt lahko spravili v življenje. Se bi s tem dobili možnost za zdravljenje tudi bolniki, za katere še ni odobrenih komercialnih KarT zdravljenj, a jim zaradi COVID-19 in posledično pomanjkanja sredstev ni uspelo projekta premakniti. V združenju smo zato skupaj z našimi strokovnjaki združili moči in skupaj začeli s KarT kampanjo zbiranja sredstev za nakup naprave s pripadajočo tehnično opremo Prodigy, za katero smo, kot je bilo sprva predvideno, potrebovali 613 000 evrov. In včeraj smo skupaj prispeli do cilja, zato je bil že včeraj, pa danes dan D za KarT. V prvi vrsti s pomočjo vseh številnih donatorjev, tako posameznikov kot podjetij, različnih združenj, društev, klubov, ki so donirali sredstva bodisi na transakcijski račun ali pa preko SMS donacij. Potem s pomočjo naših članov združenja, bolnikov in svojcev in tudi nekaterih posameznikov, ki smo jih spoznali preko kampanje in ki so garali in navdihovali vedno nove in nove donatorje. S pomočjo najboljših strokovnjakov v državi, ki so bili vedno znova in znova pripravljeni neumorno pojasnjevati, kakšno revolucijo v zdravljenju najtežjih oblik krvnih rakov prinaša KarT in pojasnjevali, da širši dostop do KarT terapije potrebujemo zdaj. In seveda tudi s pomočjo vas medijev, ki ste nam ves čas stali ob strani in nam pomagali javno o tem skoraj vsak dan govoriti. Vsi skupaj smo v bistvu uspeli nepredstavljivo. Na našem posebnem KarT transakcijskem računu se je do danes zjutraj zbralo 700 776 evrov. Prelomni moment je bila včerajšnja donacija anonimnega darovalca v višini 100 000 evrov, ki nam je omogočila ta hiter skok na cilj. Ob tem smo včeraj pridobili tudi nekaj nižjo ceno naprave, zato cena se je 613 000 evrov znižala na 534 000 evrov 988,30. Tako smo svoj cilj z včerajšnjim dnem ne le dosegli, ampak smo ga skupnimi močmi celo presegli. Zato bomo napravo s pripadajočo tehnično opremo za klinični oddelek za hematologijo kliničnega centra, v katero je bilo res vloženo toliko truda vseh nas, tesnega sodelovanja in srčnih želja, naročili jutri, 12. marca. Skladno s ponudbo bo naprava prispela v 12 do 14 tednih. Na kliničnem oddelku za hematologijo pa bodo lahko, po napovedi stroke, o tem bo verjetno povedal kaj več profesor, prve bolnike s KarT celično terapijo, ki sedaj niso primerni za zdravljenje z odobrenimi komercialnimi KarT farmacevtskih ponudnikov, začeli zdraviti že konec letošnjega leta. Na našem posebnem KarT računu zaradi nižje cene in dobrosrčnih donatorjev na današnji dan torej ostaja razlika 165 787 evrov. Poleg tega moramo povedati, da čakamo še na nekaj izplačil iz nekaterih že podpisanih donatorskih pogodb. Zato našega KarT računa nekaj dni še ne bomo zaprli, ampak ostaja odprt še za morebitne dodatne donacije. Želimo namreč zbrati skupaj z ostankom donacij od naprave v naslednjih dneh
le še 75 772 evrov, da bomo za klinični oddelek za hematologijo lahko kupili poleg te osnovne naprave z opremo še dodaten prodični inštrument, ki bo naši osrednji karti napravi omogočil izdelavo karti celičnih pripravkov za 2 bolnika hkrati. Ko nam to uspe, in verjamemo, da bo to zelo kmalu v nekaj dneh, vas v tem spet seveda obvestimo. O samem dodatnem inštrumentu bo več povedal kasneje tudi profesor Zver. Sama bi pa rekla še tole. Kampanja za nakup karti naprave je v slovenskem prostoru res edinstvena, ker ni presegla le vseh pričakovanj in v kratkem času zbrala res veliko sredstev, temveč je, kot vidimo, prepričala tudi Ministrstvo za zdravje, da je projekt karte uvrstilo med svoje prioritete v letošnjem letu in naj bi zanj do konca leta 2021 iz proračuna zagotovili tudi finančna sredstva. Kampanja združenja je združila najboljše, kar v državi imamo. Združila je najboljše klinike, znanstvenike in raziskovalce, k darovanju pritegnila številne posameznike, podjetja, društva, klube, ter k ponovni presoji in aktivnostim spodbudila pristojne inštitucije. In to je res izjemen uspeh. Kampanja je tudi izjemno povezala člane našega združenja, Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, in tudi njihove svojce, ki so vsak po svojih močeh v kampanji prispevali ure in dneve brezplačnega dela, se angažirali in zbirali donatorje, ozaveščali, vse s ciljem, da bi čim prej zbrali čim več donacij in prišli do cilja. Kampanjo so podprli tudi zunanji sodelavci našega združenja, ki so donirali svoj čas za pripravo besedil, oglasov, nam svetovali pri vodenju kampanje. V času kampanje nam je pa pomoč pri zbiranju donacij ponudilo tudi kar nekaj srčnih posameznikov in ljudi, ki so se tudi angažirali pri ozaveščanju, pri promociji kampanje in pri zbiranju sredstev. Za kampanjo smo tako skupaj delali tako predstavniki našega združenja, kot strokovnjaki, bolniki, svojci, angažirani posamezniki in vsak dan res z navdušenjem spremljali njen napredek. In vse do konca smo upali in zaupali, da nam bo tudi uspelo. In nam je. V dobrem mesecu smo skupaj s skupnimi močmi premaknili projekt, ki je stal več kot leto dni z mrtve točke. Uspelo nam je, ker smo skupaj s stroko, podporniki in vsemi ljudmi dobre volje delovali za isti cilj. Brez vseh in vsakega posebej, ki je prispeval v kampanji, nam to zagotovo nikoli ne bi uspelo. Zato najlepša hvala najprej vsem donatorjem, ki so nam zaupali in podprli ta projekt. Na to pa seveda najlepša zahvala tudi strokovnjakom, članom našega združenja, bolnikom, njihovim svojcem, podpornikom, pristojnim inštitucijam in seveda vam, medijem. Brez vas tudi nikoli ne bi mogli doseči toliko ljudi, kot smo jih. Zato še vedno lahko posamezniki oddajo prostovoljni prispevek tako na transakcijski račun, kot preko SMS donacije Zdrav 5 na 1919, kajti potrebujemo res še nekaj 10 000 evrov, da bomo lahko omogočili zdravljenje 2 bolnikom hkrati na eni napravi. In jaz mislim, da to lahko uspemo in kot vse kaže, tudi bomo. Zdaj bi pa predala besedo tudi profesorju, da se tudi on v svojem imenu stroke zahvali in razloži, kje smo trenutno. Lepo, da ste prišli, hvala. Predvsem pa hvala vsem donatorjem, ki so darovali v tej kampanji, od tistega, ki je dal 5 evrov ali pa evrov v prispodobi, do tistih največjih, ki jih je omenila Kristina, pa mogoče na koncu, ne mogoče, ampak zagotovo na koncu porečem še jaz eno na ta račun. Jemljamo to kot veliko obvezo, ker če bi bili v združenju bolnikov lumpije,
ali pa na našem oddelku, če bi bili malomarni, če ne bi delali to, kar delamo, vrhunsko delo, kvalitetno, potem odziv na akcijo niti približno ne bi bil tak. Tako da jemljem to osebno, recimo, kar se naše klinike tiče, to priznanje za vsako strežnico, sestro, zdravnika, administratorko, ki je bil ves ta čas, vsa leta ogledalo naše klinike in enako velja tudi seveda za združenje bolnikov. Tako da hvala vsem za zaupanje, jaz pa še enkrat zagotavljam, da bodo vsi vsak cekin, da bo šel točno v namen karte celičnega zdravljenja in niti za en espresso, takole v prispodobi rečeno. Tako da porabljeno bo 100% pregledno, brez skrivalnic in tako dalje. Odziv je bil tako dober, da smo poleg te osnovne enote, zakaj gre, da mogoče malo razložim. Ta aparat dela gensko manipulirane produkte. Mi vnesemo v genom celice limfocita eno informacijo in zanj veljajo posebna pravila. In ta pravila so takšna, da mora biti vse v isti sobi. Da recimo mašina, ki množi te limfocite, ki se naučijo, ki jih učimo borbe proti tumorju vsakega bolnika posebej, da recimo jaz, ko preverjam število teh limfocitov z epruveto, ki jo potegnem ven iz mašine za vzorcem, ne sme imeti sobe. Mora imeti noter vso mašinerijo, mora imeti noter pretočni citometer, vso laboratorijsko opremo, da lahko vidim, kaj delam. To je sicer malo hecno, ker potem, ko to vrnemo bolniku, ta produkt gre lahko kamor če. Ampak tako je, taka je zakonodaja, zakaj je temu tako, ne vem. Tako so se odločili, verjetno je preostra kot vedno v začetnih primerih, ampak mi jo moramo spoštovati. Zaradi tega moramo poleg osnovne mašine, te Prodigy, kupiti tudi pripadajočo opremo za en aparat, da lahko to izvajamo. Ko imamo pa enkrat to že postavljeno, pa lahko na to pripadajočo opremo postavimo še en aparat ali pa dva, pa nam ni treba kupovati tistih osnovnih sredstev. In ker se je ta višek nabral, hvala Bogu na višavah, bi se reklo, smo izkoristili, pa ne v tistem priložnost delati tu, ampak priložnost dela dobro delo, recimo temu, ta namen, ta moment za dodaten stroj v narekovaju, ker vemo, da bomo to rabili. Zdravljenje se namreč silovito napreduje, skoraj 1000 kliničnih raziskav poteka po svetu, po Evropi in ni vraka, kot bi se reklo, da bomo rabili vsako izmed mašin še prav posebej kmalu. Hkrati imamo tudi druge aktivnosti. V pogovorih smo začeli z JAZMP, kjer so nam priskočili na pomoč v smislu, tako kot je treba, kaj lahko storimo, da vam pomagamo, da boste čim prej izrihtali. Tako da hvala in tudi ob tej priložnosti. In imamo točne naloge, kako, da bomo tudi po predpisih za zakonodajo vse uredili. In pa urejamo tudi kolegi na mikrobiologiji, na transfuziji temu že tako je urejeno, urejamo tudi primerne prostore za postavitev teh aparatur. V klinični center zaenkrat teh pogojev še nimamo, jih pa bomo naredili takoj, ko bo mogoče. Kar je pa meni pomembno, je pa to, da lahko vse te mašine postavimo v polno funkcijo že čez 2 meseca in ni treba čakati na adaptacijo, da se uredijo prostori v kliničnem centru. Sam namreč vem, da se dostikrat pri nas, nažalost, z ustanove, kjer prihajam, kaj zaplete, da potekajo gradbena dela in vse to neredko z zamudami in smo to nekje upoštevali. Tako da zaradi gradbenih del in umestitev aparature v prostor ne bo zamud. In to je meni glavno. Potekajo tudi, imeli smo tudi zanimiv oziroma pogovor z dajalcem tega vektorja in proizvajalcem, to je ameriška firma Lentigen, in pa proizvajalcem naprave, ki so nam zagotovili ponovno za besedo in na snemanem sestanku 30 vektorjev za začetek za naše bolnike in potem v prihodnje tudi nove vektorje za druge bolezni in za druge bolnike. Tako da to sodelovanje ni enkratno, ampak se bo vleklo še naprej.
Nekje je naš namen v prihodnosti tudi ponuditi uslugo tudi drugim neslovenskim državljanom, če bomo bili v sposobnosti prostorsko to urediti. Ker za mene osebno je vsak človek enak, ne glede na to, ali je iz Slovenije, ali iz nekje druge, ali iz Marsa. Zaradi mene probali bomo pomagati vsakmu, ki bo rabil, da ne bojo drugi bolniki, tako kot zdaj, ko slovenskega bolnika težko kamorkoli ta hip za to zdravljenje porinemo, oziroma skoraj da nemogoče. Tako da to je to. Pa potem vam povem pa še eno za zaključek. Najdu se je donator, ki pa je sam kupil celotno napravo za pripadajočo opremo. Kdo bo to, boste zvedeli, ko se bo želel razkriti. Ta hip ne morem kaj več od tega povedati. Tako da... Prihajata dve napravi. Prosim? Prihajata dve napravi, torej, ne? Prihajata dve napravi za polno opremo, kar je za nas pomembno, da bomo lahko imeli to na dveh mestih. Če se slučajno na eni kaj naredi, pride do recimo okužbe, kakšne, tako da imamo vedno backup in sem brez besed. Toliko, no? Hvala. Res, odziv, ki presega vse, kar je bilo za pričakovati. No? Tako da res hvala vsem še enkrat in toliko, no? Hvala. Kdaj pričakujete potem, da bi lahko prve bolnike začeli zdraviti? Nekje okoli koncem leta. Koncem leta, da uredimo tudi zakonodajo, da uredimo te prostore. Je kar nekaj dela, moramo se zdaj sestavljamo tudi klinični protokol, ki je osnova, da bomo dobili te vektorje in delamo, kolikor se le da hitro, ampak prehitevati vseeno ne gre, oziroma hitreje kot nekaj ne gre, rabimo vse svoj čas. Se pa odzivajo dejansko ljudje hitro, tudi naj rečem, tudi hiša, klinični center dela v 5. brzini te vloge za nabave, ker strojev, sedaj ne bo treba kupiti ministrstvu, bo pa seveda treba še enkrat enih stroškov za postavitev, za umestitev naprav v prostor, tako da bo nekje imamo zavezo, mi smo tudi sestanek tam na ministrstvu prejšnji petek, da bojo pokrili te stroške, pa verjetno kupili še kakšen manjkajoči del, kakšne mašine, da bojo da bojo pripravki naši bili bolj vrhunski. Skratka, dali bojo še nekaj v opremo, nekaj v prostore, tako da brez skrbi, toliko kot so obljubili, jaz računam, da nam bojo dali v protivrednosti. Se mi zdi to zelo pomembno, ker se mi zdi, da če je bila akcija za naprave, mora denar v naprave, vse drugo bi bilo narobe. Računam, da bomo lahko nekje na leto delali, mogoče prvo leto nekje 25, okrog med 20 do 30 bolnikov. Kasneje pa je treba vedeti, da prihajajo vedno novi te vektorji. Tudi ponudniki teh vektorjev bodo slej ko prej postali komercialni. Nekje sanje so, da bi mogoče nekoč tudi mi znali sami narediti svoj vektor, za kar bi rabili nekje 5-6 milijonov evrov razvojnega denarja. Ampak jaz mislim še nekaj, kar sem pozabil, seveda sem nekaj pozabil povedati, pa pol ure še ni minil. Treba je vedeti, da v bolnicah je zdaj res težko. Ta COVID je naredil ogromno škode, ogromno čakalnih dob, ogromno bolezni je zapostavljenih na takšen ali drugačen način. In če so bolniki nekakšno oskrbljeni, za njih bomo vedno našli moč in čas in tako naprej, je pa znanstveno-raziskovalno delo pa pedagoško delo na nuli, oziroma zelo nizko, nižje kot dajkoli. In ta projekt je en svetilnik na pogorišču tega covida, ki počasi raste in kaže, da se za voljo angažmajem, da se te stvari da urediti in verjetno bo to tudi zgled za druge. Pa še nekaj je važno, dostikrat se v Sloveniji znanost zapira, mi jo odpiramo, mi smo dobrodošli, vzamemo vsakega, ki lahko nekaj projektu prispeva, ker znanost je lahko samo široka, lahko vključuje samo številne dejavnike, številne faktore in vsak, ki lahko kaj prispeva, je dobrodošel v našo ekipo.
Tako da nismo, da se zapiramo, da išče vsak neko slavo pa vrtiček zase. Takim pri nas ni mesta. In je tudi, jaz to vidim tudi kot eno prekretnico, namreč nažalost smo medicinska fakulteta in Klinični center Ljubljana premalo povezani med sabo, premalo sodelujemo in verjetno bo prav ta projekt eden tistih, ki bo to sodelovanje začel postavljati na mesto, kot mu gre, ne. Pa hkrati bi povabil zraven še kolege iz Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Tudi za njih smo odprti, njihov direktor Vojko Flis ima podobne poglede kot jaz, je zelo fejst človek in računam, da bomo lahko tudi Maribor priključili v ta naš projekt, najdeli neko vlogo. Mislim, da je ključno, da delujemo tudi Ljubljana, Maribor, da se enkrat nehajo te mi smo uno, vi ste uni, vsi smo isti, vsi smo zdravniki, vsi imamo iste bolnike in moramo tudi tukaj na raziskovalnem področju začeti bolj skupaj igrati za skupno igro, ne, ja. Vem, da nalagam, ne, ampak če nimaš takih misli v začetku, morda za marsikoga neke megalomanske, potem ne dobiš tudi nekaj malega ponovadi. Če pa imaš zelo veliko na začetku, pa mogoče malo ostane, tako da je treba imeti izhodišče veliko. Pa še nekaj, mi se lotevamo vedno projektov, to je bil recimo tudi en tak. Ponovadi mi projekta ni sredstev finančnih za nek projekt ne dobimo, ampak ponovadi začnemo kar delati, tako kot zdaj. S to akcijo smo kar nekaj začeli delati, ker dejansko ni šlo po normalnih poteh. In potem se začnejo stvari odvijati. Ampak tako nasilništvo, v narekovajih, je dan današnji najbolj verjetna možnost, da uspeš priti do neke nove metode, bodi si laboratorijske, bodi si zdravljenja, bodi si česarkoli drugega. Tako da upam, da se bo tudi to spremenilo. In verjetno, mogoče bi ob tej priložnosti apeliral, kar Sloveniji manjka za moj okus. Verjetno takih projektov, kot je karticelično zdravljenje, je v Sloveniji za druge stroke še kaj. Verjetno ima vsaka stroka nekaj, kar bi kazalo vpeljati v klinično prakso. Pa je to dostikrat prepuščeno predstojniku ali pa en par ljudem, ki so vodilni na tem področju stroke, ker v Sloveniji recimo nas hematologov je enih 20. In če se recimo nekdo, ki vodi nek oddelek, če se mu ne da kaj narediti, pa saj ne bi noben vedel, da je to treba, da to obstaja. Hočem reči, rabili bi neko telo, nekih široko podkovanih, odprtih strokovnjakov, ki bi morda odločali o tem, kakšen način zdravljenja je za Slovenijo primeren, kaj kaže vpeljati, tako glede z finančnega vidika, kot glede s stališča, koliko je bolnikov za zdraviti. Da mogoče to ne bi bilo prepuščeno samo iniciativam, kot se zgodi. Jaz sem rad povedal, lansko leto je bilo 30 let presaditve krvotvornih matičnih celic in primarij Pretnar je leta 1988, ko je bil tam v Angliji, ko se je učil hemofilije, videl presaditev in potem na lastno roko, tako kot mi zdaj, nekje začel z presaditvami, kaj smo dobili, več kot 2000 zdravljen, številni ozdravljeni bolniki. In tudi on je delal to za svoj prosti čas. Tudi on takrat, če ne bi začel delati, ne bi noben opazil. Pa je. Bolniki s katerimi boleznimi se bo vse lahko zdravilo? To je stvar kliničnega protokola, od komercialnih pripravkov, ki so na voljo za to zdravljenje. Se pravi, kjer te celice, ki jih zberemo, mi odnesejo čez lužo in jih tam obdelajo, je na voljo, kar se limfomov tiče, samo difuzni velikocelični B limfom. Teh bolnikov je malo, jih nekako ne dobimo, kot bi jih pričakovali. Limfomov je pa veliko. Samo naj povem, da recimo samo B limfomov, ločimo B-T limfome, jih je nekaj 20-30, da govorim na pamet. Eden izmed njih je recimo tudi diseminirani plazmocitom, ki bo sigurno padel noter. Ostalo je pa še stvar dogovora, vključili bomo neke 3-4 bolezni, verjetno tudi druge pogostejše, kot so folikularni limfom, limfom plašnih celic, morda še kakšnega. Stvar je tudi, delamo protokol skupaj z kolegi v Lentigenu in Miltenju,
nekje smo odvisni tudi od njihovih želja, da pridemo do vektorja, sicer so pogajanja enakopravna, tako da upoštevajo tudi naše, ampak verjetno bomo mogli v kakšni meri tudi kakšno njihovo glasbeno željo izpolniti, ampak bože, ko da računamo, da bomo lahko pomagali nekim 3-4 limfomskim entitetam, no, za začetek. Ne. Potem pa recimo prihajajo novi vektori za diseminiranje plazmocitom. Novembra je prišel komercialni pripravek, mislim, da je registriran se strani FDA v Ameriki za limfom plašnih celic, tako da prihajajo novi produkti, tako komercialni kot vektorski in tudi solidni tumori bodo čez leta in dan noter. Pediatrijo ne omenjam, ne, tudi pediatrični tumori, ne. Včasih nekdo je sprašal, kaj pa pediatrija, jo pozabljate, ni res. Pa ne, pediatrična klinika in pediatri hematoonkologi so del našega transplantacijskega konzilija. Oni so del našega tima. Vsak teden imamo sestanke, dobro, včasih jih ni, ampak večinoma prihajajo, sodelujemo, mi vemo za vsakega njihovega bolnika, oni za vsakega našega. Skupaj se dogovarjamo, delujemo kot celota. To je še iz časov profesorja Azbeca, ki je nekje pionir hematološke transplantacije pri otrocih. In imamo zgledno sodelovanje, kle nekaj. In je jasno, ne, tudi pismo o nameri, ki je bilo podpisano v avgusta 2018, kdo so podpisniki. Poleg mene, ki sem bil prvi podpisani, seveda profesor Janez Jazbec z pediatrične hemato-onkologije in pa Barbara Jezeršak z limfomom na Onkološkem inštitutu. Tako da to je stvar, ki ne bo samo hematološka, ki bo zajela tudi druge rakave bolezni. Je pa tako hematologija, da vam še to povem, ne, ker še ni pol ure. V hematologiji se celice zelo hitro delijo, imajo hitro mitotično aktivnost. Zato so hematološki raki zelo privlačni za neka pionirska zdravljenja, ker dobiš hitreje rezultate. Solidni karcinomi, recimo dojka, prostata, pljuča, se celice kasneje delijo, je težje priti do hitrih rezultatov. Zato je veliko novih zdravil prihaja ravno na področju hematologije, ker se izkorišča, nažalost, ta lahko neugodna za bolnika značilnost, ampak na nek način pa omogoča tudi pot do novih zdravil. Tako da vsaka slaba stvar, pa naj bo še tako slaba, je vedno za nekaj dobra, kot pravi pregovor. Ne? Ja. Prosim. Zdaj še eno vprašanje. Je še kakšna takšna naprava, ki bi jo rabili, oziroma si želeli na hematološki zdravil? Glasbenih želja imamo še pa še. No, mislim takšne, nekaj so res učinkovite. Ne, realno povedano, imamo še nekaj na lagerju, kar računam, da bomo, če ne bo dovolj, ker imamo še neka sredstva donatorska obljubljena. Verjetno bomo zbrali še za eno mašino, ki nam za nek celični sorter, kot se reče tako po slovensko, čeprav, kako bi rekel, celični ločevalec, ki je kompatibilen, najbolj kompatibilen s tem sistemom in ki poveča kvaliteto pripravka. Tako da bomo probali verjetno dobiti še tega na tak ali drugačen način, ni tako drag. Drugače pa smo opremljeni precej dobro, tudi hematološki laboratorij, top laboratorij, srce klinike naše in ima izjemno vodstvo s profesor Heleno Podgornik, ki je top tako strokovnjak kot menedžerka in je tudi oprema, si upam reči, taka, kot mora biti. Edini problem je prostor, ker je prostora premalo, tako da te mašinerije stojijo ena na drugi, tako v prispodobi. No, ampak bomo tudi z novimi prostori v DTS, mogoče s posebnimi prostori, ki jih hematološka klinika išče, da bi bili skupaj z dnevno bolnišnico, z drugimi temi skriobanko in še nekaj projekti, ki jih imamo nekaj skupaj locirani. Tako da računam, da se bo tudi to v nekaj letih rešilo. Ne. No, če bi za konec še enkrat zahvala v imenu bolnikov, v imenu našega združenja, v imenu vseh, ki smo se močno aktivirali zdaj v tem mesecu. Iskrena hvala vsem donatorjem, tako posameznikom, kot podjetjem, kot društvom, klubom. Ne da se opisati naše hvaležnosti. Hvala, ker ste darovali in hvala, ker ste s tem omogočali določenim skupinam bolnikov, da bodo dobili možnost za zdravljenje in za preživetje. Hvala še enkrat. Mogoče samo za konec še tole, ne. Obremenjevati bolnika za zbiranjem
za tehnična sredstva pa za izvedbo zdravljenja res ni prav, ampak mogoče je bilo to tokrat malo manj neprav kot sicer, no, tako recimo. Ne, ja. Jaz bi še enkrat to naredil, če bi bilo treba. No.